Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Nizozemske. In poglejmo si skupaj, kaj se je zgodilo na prvem in drugem prostem treningu. Kot običajno se bomo tudi tokrat v prvem delu posvetili tehničnim novostim ter zanimivostim. V drugem bomo pa našo pozornost usmerili k razumevanju tistega pravega razmerja sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. A kot običajno bomo tudi tokrat začeli z tehničnimi novostmi. Pri ekipah, kjer bo to potrebno, bom seveda dodal še zanimivosti in pri novostih se bomo opirali na tiste uradne dokumente, ki so jih izdali pri FII. In začeli bomo pri Red Bullu in njihovem RB20, kjer lahko vidimo 3 spremembe, ki so pravzaprav pogojene z naravo proge. Spremenili so tisto izstopno režo na zadnjem delu pokrova pogonskega sklopa, ki je pravzaprav malce ožja in višja od one, ki smo jo videli na zadnji dirki, ampak bistveno bolj zanimivo je tisto, kar smo lahko videli, predvsem tam pri vpetju varnostnega loka halo. Pojavila sta se 2 vertikalna profila, 2 usmernika, ki sta zopet neka malenkost, ki verjetno pomaga na progi v Zandvoortu. Tudi nosilci zrcal so rahlo drugačni, ampak vidimo, da pri Red Bullu niso pripravili nič revolucionarno novega. Ampak pri njihovem glavnem konkurentu McLarenu so pa pripeljali kar nekaj zanimivih novosti. Profili na prednjih obesah so popolnoma novi, torej oblika tistih trikotnikov, ki seveda pomaga pri zmanjšanju zračnega upora. In seveda na zadnjem vpetju vidimo podobno sliko, ampak rob dna na McLarenu MCL 38 je verjetno tista podrobnost, ki je nam, navdušencem, najbolj zanimiva. In ne smemo pozabiti, da pri McLarenu so tu pripeljali tudi popolnoma nov zadnji aerodinamični stabilizator, kjer je treba poudariti, da tudi tisti spodnji profili so novega koncepta. In torej vidimo, da pri McLarenu so napravili bistveno več za Nizozemsko kot na primer Red Bull. Ampak pri ekipi Alpine so tudi pokazali nekaj novega. Podobno kot pri McLarenu, tudi tu nova oblika pri tisti koži na prednjih obesah in seveda tudi na zadku vidimo nekaj podobnega. Ampak bistveno bolj pomembno je, da bo Jack Doohan njihov drugi voznik v sezoni 2025. Novica, ki pravzaprav ni nobeno presenečenje, o tem smo govorili tudi v predhodnih prispevkih in pričakovano je bilo, da bo sin legendarnega Mika, kdor ne ve, o kom govorim, naj si malce ogleda zgodovino MotoGP-ja, šel v Formulo 1. Sam ga ne postavljam tja na vrh med tiste mladce, ki imajo največji talent, spremljal sem njegovo kariero v Formuli 3 in Formuli 2. A nekaj, kar niso storili, na primer pri enemu izmed slovenskih portalov, govorim o Siolu, ne o neki vaški navijaški skupnosti. Objavili so novico, kjer pa so namesto Doohana na fotografijo dali Nikola Colova.
Seveda voznika v Formuli 3, ki je pod okriljem Alpina, ampak gre za popolnoma drugo osebo, kar zopet nam pove, da pri nas o Formuli 1 res lahko piše kdorkoli. Fantje, naslednjič vsaj slike preverite. A tu pridemo do točke, ki me je do tega trenutka najbolj negativno presenetila. Namreč pri ekipi Williams so tu v Zandvoortu pokazali čisto novo specifikacijo njihovega bolida, podobno kot tisti Ferrari SF-24 Evo. Ampak da bi mi, navdušenci, dobili zadostno količino fotografij, o tem ne duha in ne sluha. Pri Williamsu imamo popolnoma novo dno, popolnoma nov difuzor, imamo nove bočne strukture, seveda z bočnimi vstopniki in tudi tisti zgornji ima novo obliko. In čeprav je razumljivo, da pri ekipi iz Grova ne bodo objavljali visokoresolucijskih fotografij njihovih razvojnih paketov, bi lahko vsaj od tiste množice novinarjev in fotografov pričakoval, da bodo kaj objavili. Razumem, ne gre za Ferrari, ne gre za McLaren, ne gre za Red Bull, ne gre za Mercedes, ampak tudi Williams si zasluži našo pozornost. Kot zanimivost tu je primerjava tistega starejšega bočnega vstopnika s tistim, ki so ga pripravili seveda za veliko nagrado Nizozemske. Vidimo lahko, da tudi pri Williamsu so šli po poti koncepta, ki smo ga videli naprimer pri Red Bullu. A ne smemo mimo tudi ekipe Racing Bulls, kjer fotografij in konec koncev rešitev je sorazmerno malo. Imamo nekaj sprememb na zadnjih zavornih košarah, ampak bistveno je tisto, kar je povedal Helmut Marko. Namreč govori o tem, da Liam Lawson v naslednji sezoni bo na štartnem razporedu Formule 1. Kar zopet ni presenečenje. Opcija, ki jo ima Liam Lawson z Red Bullom, poteče septembra. Če mu ne ponudijo sedeža, bo prost, podobno kot je Oscar Piastri, preden je prišel v McLaren. Torej, tudi zaradi tega Helmut Marko hoče podpisati pogodbo, da bi si novozelandskega talenta nekako priklenil na svoje ekipe. Drugače bi ga lahko čakala podobna usoda kot Otmarja Zafnauerja. In mislim, da je tu vsem nam jasno, zakaj gre. Tudi pri ekipi Haas so pokazali nekaj novosti, predvsem na prednjem delu bolida. Govorimo o prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, o obliki prednjih obes in o obliki predvsem konice nosnega konusa, ki je bistveno bolj zašiljena v primerjavi s tistim, kar smo videli naprimer na oni prvi rešitvi. A tudi pri ekipi Haas neka zanimivost. Družina Mazepin oziroma Uralkali si želi nazaj denar, ki so ga plačali Haasu, da bi bili njihovi pokrovitelji. In seveda govorimo o sezoni 2022. In tu je treba povedati, da na sodišču so pri Uralkaliju dobili sodbo in zato so jo vložili na nizozemsko tožilstvo, kjer bodo lahko tudi ekipi Haas zasegli premoženje, ukolikor do plačila ne bi prišlo. Vsakdo se lahko sam zase odloči, kdo je v tej zgodbi hudoben in kdo malce manj. A imamo tudi zanimivost pri skuderiji Ferrari. Namreč prav tu na Nizozemskem lahko vidimo, kako SF-24 Evo ima dva različna prednja aerodinamična stabilizatorja. Če pogledamo proti tistemu zunanjemu robu pomožnih profilov, bomo videli na fotografiji dve različni rešitvi. In še ena zanimivost. Charles Leclerc je vgradil nov pogonski sklop. Nobenih kazenskih mest, da ne bo
problemov. Ampak tu lahko vidimo, da pri skuderiji Ferrari so bili dobesedno prisiljeni v menjavo. Običajno nov pogonski sklop nastopi v noči med petkom in soboto, da je pripravljen za kvalifikacije. V prvem in drugem prostem treningu običajno vidimo krožiti one starejše komponente, ki seveda imajo že določeno kilometrino, ampak niso tako pomembni. Torej, zanimiva izbira, in če pogledamo, da imamo še 10 velikih nagrad do konca, tudi pri Leclercu lahko pričakujemo kakšno kazensko mesto tja proti koncu sezone. A seveda v našem uvodnem prispevku smo govorili o vremenski napovedi, ki se je pokazala kot točna. In na prvem prostem treningu seveda smo videli situacijo, ki nam ne pokaže one prave slike. Čeprav smo lahko opazili seveda McLarena v ospredju, takoj za njim Red Bull Maxa Verstappena, ampak tudi on je imel določene težave. Zato kot običajno tistih rezultatov prvega prostega treninga ne smatram kot nek pokazatelj, kot neko vodilo. Pomembno je bolj gledati simulacijo kvalifikacij na drugem prostem treningu, ki je seveda bolj bistven. Drugi prosti trening nam je pokazal, da se lahko vremenske razmere na Nizozemskem dokaj hitro spreminjajo, še posebej, če je vetrovno. Tako da, če smo videli razmočen asfalt na prvem, sledu o vodi v začetku drugega prostega treninga ni bilo opaziti. A treba je poudariti še nekaj. Vremenska napoved pravi, da najslabše vreme bo pravzaprav v soboto, tam okrog samih kvalifikacij. A vseeno, lahko si malce zamislimo, kakšno je razmerje sil. Videli smo na drugem prostem treningu, da so bili vozniki tovarniške ekipe Mercedes in McLarena pred vsemi. Max Verstappen je bil komaj na 5. mestu. In to bi lahko kazalo, da tudi na kvalifikacijah Max s svojim Red Bullom ne bo tam spredaj. Lahko ga bomo videli v drugi vrsti. V prvi možno, ampak v mojem osebnem videnju malo verjetno. Seveda, če bo naliv, se bo marsikaj lahko spremenilo in videli bomo lahko nizozemskega šampiona tudi na najboljšem štartnem izhodišču. A videti je, da tu, kot na prejšnjih dirkah, imata, vsaj kar se tiče kvalifikacij, McLaren in Mercedes manjšo prednost. Ekipa, ki je dobesedno manjkala na drugem prostem treningu, je pa Ferrari. Carlos Sainz mlajši je imel težave z menjalnikom, Charles Leclerc pa ni bil med vodilnimi. Seveda pri ekipi iz Maranella nobenih novosti. Naslednja dirka je ona, ki je najpomembnejša za samo skuderijo, zato je zadeva razumljiva. A tu je treba poudariti še nekaj. Meni osebno ni bilo razumljivo, kako so na prvem prostem treningu izbirali sete pnevmatik pri Ferrari. Namreč oba voznika, za razliko od vseh ostalih, sta uporabljala mešanico medium, ker sta ponovila na drugem prostem treningu, torej jim ostaja samo še en set za dirko. Kar seveda je lahko dovolj, ampak vidi se, da naprimer pri drugih vodilnih ekipah so prihranili en set pnevmatike medium za nadaljne dogajanje. Dvomim, da jih bodo rabili naprimer na tretjem prostem treningu, ampak vse je možno. A o tem, kakšne bodo strategije in kakšna bodo verjetno predvidevanja za samo nedeljsko dirko, bomo govorili v zadnjem briefingu. Tokrat za prispevek pred kvalifikacijami je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.